Dobrodošli in lepo pozdravljeni v novem tutorialu, kjer nadaljujemo z osnovami gibanja cene. Tokrat bomo obravnavali kline. Predlagam, da kar začnemo. To je torej drugi del osnov gibanja cene, kjer bomo spoznavali kline. To so daleč najpogostejši vzorci, zato mislim, da bo ta tutorial prišel marsikomu prav. Naj še malček opozorim, da vse te teorije so postavljene na podlagi izdelniškega trga. Vsekakor delujejo tudi na kriptotrgu, ampak tukaj moramo upoštevati, da je kriptotrg dosti manjši in iz tega razloga tudi dosti bolj impulziven oziroma volatilen. Zato se lahko zgodi tudi, da je marsikatero pravilo prekoračeno oziroma prezrto med dogajanjem na kriptotrgu. Ok, to smo dali na stran, zdaj pa pojdimo naprej in spoznajmo kline. Najprej, kaj je klin? Klin je vzorec, ki se lahko pojavi pri gibanju cene in je zanj značilno, da se odporna in podporna linija vedno bolj približujeta in stiskata. To je pri običajnem klinu. Je tudi eden izmed najpogostejših vzorcev, ki ponavadi nakazuje preobrat, kar je pa tudi odvisno od predhodnega gibanja cene, če imamo na primer padanje v ceni ali pa rast v ceni. Glede na smer poznamo padajoče in naraščajoče kline. Padajoči klini nakazujejo prednost bikom, naraščajoči pa medvedom. Poznamo dve vrsti klinov, tu imamo običajne kline, odporna in podporna cenovna linija se bližata, in pa razširjajoče kline, kjer se pa odporna in podporna cenovna linija vedno bolj oddaljujeta. Kar se tiče indikatorjev, ima volumen kar precej velik pomen, saj je eden glavnih znakov, ki nakazuje uspešnost tega vzorca, padajoči volumen. Klini imajo tri ključne lastnosti. Ta prva je dolžina. Vzorec ponavadi sestavljata dve bližajoči se liniji v razponu od 10 do 50 obdobij. Torej, če gledamo recimo urni graf, to pomeni od 10 do 50 ur. Kar se tiče te lastnosti, sem že večkrat opazil, da je na kriptotrgu z lahkoto prekoračena. Naslednja lastnost je smer klina. Ta se postavlja glede na to, kako se pozicionirajo vrhovi in dna, torej če imamo padajoči ali naraščajoči klin. In na to imamo možnost preboja, ki je kar precej velika. Ti vzorci imajo namreč nenavadno dobre rezultate za napovedovanje preobratov cen. Kaj gledamo pri razvoju tega vzorca? Torej, ko se formira ta vzorec, moramo obvezno spremljati te tri točke. Ta prva je predhodno gibanje cene. Ali imamo pred začetkom formacije klina rast v gibanju cene ali padec? Na to imamo možnosti klina. Tukaj imamo 4 možnosti. Če imamo predhodno rast v gibanju cene in na to se formira naraščajoči klin, to lahko pomeni na preobrat, na padec. Če pa imamo rast in na to padajoči klin, pa lahko pomeni, da se bo rast nadaljevala. V nasprotnem primeru, če imamo padec v gibanju cene predhodno in se na to formira padajoči klin, lahko to pomeni preobrat, torej bikovski preobrat, rast. Če pa imamo predhodno padec v ceni in se na to formira naraščajoči klin, pa to lahko pomeni nadaljevanje padanja. In kot tretja točka še volumen, to smo že prej omenili, da je zelo pomemben. Zelo pomembno je namreč, da se proti koncu formiranja padajočega ali naraščajočega klina volumen niža. Tukaj imamo eno zanimivo sliko, kjer so prikazane vse 4 možne opcije. Ta zadnji klin tukaj sicer je malček vprašljiv, ampak sem ga vseeno vključil z namenom predstavitve. In kot vidimo tukaj le pri prvem, imamo predhodno padanje v ceni. Na to se formira padajoči klin, ki namiguje na preobrat. Pride do preboja, ki na to res rezultira v preobrat. Pride do te rasti cene. Na to se po tej rasti cene ponovno formira padajoči klin. Ta nam na to namiguje, da se bo rast nadaljevala. In res, pride do preboja in rast se nadaljuje. In na to se tukaj le čisto na vrhu, pri našem vrhu, pri 69.000, formira naraščajoči klin. Kaj ta pomeni? Predhodno imamo rast, torej naraščajoči klin, ta pomeni, da lahko pride do preobrata. In res, pride tukaj do preboja in preobrata.
Torej, prej smo imeli rast, zdaj imamo padec. In imamo padanje v ceni vse do tukaj in tukaj se na to formira še en naraščajoči klin. Ta nam predstavlja možnost, da bomo padanje nadaljevali. In res je, malo zatem pride do preboja, tukaj smo še malo testirali tole podporno cenovno linijo, na to še kot odporno in nadaljevali padanje. V glavnem, klini lahko signalizirajo oboje, torej možnost preobrata in možnost nadaljevanja, ampak v glavnem so klini znak preobrata. Torej bikovski preboj pri padajočem klinu in predhodnem padanju ter medvedji preboj pri naraščajočem klinu in predhodni rasti. In ti vzorci imajo celo več kot 75% uspešnost. Za padajoče kline je celo značilno, da znajo biti celo bolj zanesljivi kot naraščajoči. Če vam je všeč ta vsebina, naj vam povem, da na Patreonu še pogosteje objavljam. Tam lahko že za 5 € na mesec spremljate moj dnevnik tehničnih analiz, kjer spremljamo ne samo kripto, ampak tudi delniški trg, nazadnje smo tudi nafto, zlato in srebro. Potem je še višja stopnja, ta je za 10 € na mesec, no pri tej si lahko predčasno ogledate posebne videe, kot so na primer tutoriali. Te si lahko predčasno ogledate kar 2 tedna pred ostalimi na YouTubeu in brez reklam. In zdaj sem še dodal video dnevnik tehničnih analiz. To so videi, kjer bomo spremljali kriptotrg in delniški trg in tudi ostale trge v manjših časovnih intervalih. Tukaj boste točno videli, kaj jaz gledam in spremljam. Denar, ki ga dobim preko Patreona, vlagam naprej v video vsebine, predvsem v njihovo kvaliteto. Recimo za tutoriale sem kupil prav oblikovan slideshow, ker jaz nisem lih neki dober oblikovalec. Kupiti je treba razne movie klipe, glasbo, slike in potem seveda ostaja še vlaganje v opremo, da bodo videi čim bolj kvalitetni. Tisti, ki že poznate ta kanal, po mojem, da vidite, da res kar delam na kvaliteti, tako da hvala vam, hvala vsem patronom. Zdaj je Patreon še nadgradil svoj sistem plačevanja, tako da ni več plačevanja na vsakega prvega v mesecu. Ker prej je bilo kar smotano, recimo, če ste se naročili nekje na koncu meseca, ste morali plačati takrat in potem še na prvega v naslednjem mesecu. No, zdaj tega ni več tako. Če se odločite postati patron nekje na koncu meseca, recimo 30., potem boste naslednjič plačali tudi 30. v naslednjem mesecu. Če želite, pa lahko tudi brezplačno pomagate temu kanalu. Lahko všečkate ta video, komentirate spodaj, delite s svojimi prijatelji in se naročite na ta kanal. Vse to zelo pomaga temu kanalu preko YouTubovega algoritma. Pa dajmo si najprej pogledati padajoči klin. To je, kot že vemo, bikovski vzorec. Pojav tega vzorca označuje utrujenost prodajnega trenda, zato je padajoči klin bikovski vzorec, ki ponavadi nakazuje preobrat, lahko pa nakazuje tudi nadaljevanje rasti. To sicer vemo že odprej, ampak nič ni narobe, če malček ponovimo. Ključna elementa vzorca sta dve liniji, podporna in odporna, ki se z razvojem vzorca bližata. In ta vzorec lahko potrdimo ob vsaj 2 dotikih vsake linije. Ampak kaj se dogaja v ozadju tega vzorca? Kot že vemo, nakazuje na utrujenost padajočega trenda. Prodajalcem namreč vedno težje uspeva, da potisnejo ceno nižje od odporne linije. Če pogledamo torej tale vzorec, tukaj imamo podporno linijo, tukaj odporno linijo in prodajalcem vedno težje uspeva odbiti ceno od tele odporne linije. Torej vedno težje in zato so odboji vedno manjši. Najvišja točka se formira pri prvi korekciji in nato pride do odboja. Torej, če pogledamo tukaj, imamo padanje, nato korekcija in odboj. Torej, padec, korekcija, najvišja točka in odboj od odporne linije. Nato se zgodi drugi val korekcije z manjšo magnitudo, kar signalizira, da so prodajalci šibki. Po odboju se ponavadi zgodi še tretji val, ampak cena se spušča vedno manj in manj od odporne linije. Končno prodajalci enostavno nimajo več dovolj prodajne moči, kar se nato izide tukaj v bikovski preboj in
preobrat. Tukaj imamo en lep primer padajočega klina z vsemi želenimi lastnostmi. Odporna linija in podporna linija, ki se vedno bolj zbližujeta. In pa tukaj padajoči volumen. Pred formacijo tega klina imamo padec v ceni, zato ta klin pomeni, da bomo kmalu imeli preobrat. In to se ob preboju tudi zgodi. Poznamo dve trgovalni strategiji pri padajočem klinu, ta je ta prva. V dolgo pozicijo se gre po preboju zgornje odporne linije, torej tukaj. Tarča preboja zgornje meje je ponavadi ista višini zadnje stranice klina. Torej zadnjo stranico klina izmerimo tukaj, od vstopa gibanja cene notri v vzorec pa vse do spodnje podporne meje. To izmerjeno višino nato prenesemo na mesto preboja in tako dobimo tudi možno tarčo, ki je bila v tem primeru tudi dosežena. Stop loss pa se lahko postavi tukaj na spodnjo stran podporne meje padajočega klina. Pa poglejmo si še drugo metodo trgovalne strategije. Torej isto kot prej, v dolgo pozicijo se gre po preboju zgornje odporne linije, torej tukaj. Tarča preboja zgornje meje je ponavadi ista višini najvišje točke vala, ki se odbije od podporne cenovne linije. Čuje se zakomplicirano, ampak ni, naj vam predstavim. Torej, imamo padanje v ceni, ki pride v vzorec, se odbijemo od podporne cenovne linije in to je ta val, ki ga iščemo. Tu je naša najvišja točka. Sicer tarča je dosti nižja, je pa precej bolj sigurna. Precej bolj sigurna, da jo dosežemo. Stop loss pa isto kot prej lahko postavimo na spodnjo stran podporne meje padajočega klina. Še malček statistike za padajoči klin. To statistiko sem jaz našel, ni šans, da bi šel vse to sam meriti, ker če ne, ta tutorial ne bi bil nikoli dokončan. Še enkrat tukaj opozorim, na kriptotrgu lahko te številke malček odstopajo. Torej, statistika za padajoči klin. V 82% primerov je izhod iz vzorca preboj bikovski. 55% padajočih klinov, torej od vseh klinov jih 55% signalizira preobrat. V 63% primerov je tarča dosežena ob preboju klina. To je zanimivo, tega sicer ne vidimo na tem primeru, ampak v 53% primerov se gibanje cene po preboju ponovno dotakne odporne cenovne linije in jo testira kot podporo. Naj vam samo malček pokažem, torej tukaj imamo preboj, se ustavimo recimo nekje tukaj in nato gremo ponovno testirati tole mejo, ki je bila prej odporna in jo tokrat testiramo kot podporo. In nato še ta zanimivost, v 27% primerov se pojavijo lažni preboji. Še nekaj ključnih točk za padajoči klin. Bližanje odporne in podporne linije mora biti izrazito, saj se v nasprotnem primeru lahko to identificira kot zastavo. Bolj kot je padanje klina strmo, večja je rast ob preboju. To je še predvsem zanimivo, lažni preboji namreč nakazujejo na smer preboja. Če se zgodi lažni bikovski preboj, je potem verjetnost, da bo pravi preboj medvedji le 3%. Gibanje cene po preboju je ponavadi dvakrat hitrejše kot čas formacije klina. Ponovno testiranje odporne linije kot podporne, torej če imamo tukaj preboj, pa gremo gor, pa se ustavimo in se vrnemo nazaj in testiramo kot podporno, no to je lahko kar škodljivo pri izvedbi vzorca. Pri kar nekaj primerih sem že videl, da je prišlo do preboja nazaj in potem se je samo usul rdeči slab dol. Preboj se ponavadi zgodi pri 60% dolžine klina, no tukaj vidimo, da imamo malček dlje. In široki klini se precej bolje obnesejo od ozkih. Pojdimo naprej na naraščajoči klin, no ta, kot vemo, je medvedji vzorec. Pojav tega vzorca pa, nasprotno od prejšnjega, označuje utrujenost nakupovalnega trenda.
Zato je tudi naraščajoči klin medvedji vzorec, ki ponavadi nakazuje preobrat, lahko pa nakazuje tudi nadaljevanje padanja. Ključna elementa tega vzorca sta ista kot pri prejšnjem, torej dve liniji, podporna in odporna, ki se z razvojem vzorca bližata. In tudi ta vzorec je potrjen ob vsaj dveh dotikih vsake linije. Ampak kaj se dogaja v ozadju tega vzorca? Torej, kot že vemo, nakazuje na utrujenost naraščajočega trenda. Kupcem vedno težje uspeva, da potisnejo ceno višje od podporne linije. Torej, poglejmo, tukaj imamo podporno linijo, ta je odporna in kupcem vedno težje uspeva, to je zelo lepo vidno, vedno težje jim uspeva višje potisniti ceno. Najnižja točka se formira pri prvi korekciji in nato pride do odboja. Če pogledamo, tukaj imamo rast, nato korekcija in odboj. Torej, rast, korekcija in tukaj je naša najnižja točka. Zgodi se drugi val korekcije z manjšo magnitudo, kar signalizira, da so kupci šibki. Kot vidimo tukaj. Po odboju se ponavadi zgodi še tretji val, ki ga sicer nimamo tukaj, ampak cena raste vedno manj od podporne linije. Torej, podporna linija tukaj. In končno kupci enostavno nimajo več kupne moči, kar se nato izide v medvedji preboj, kot vidimo tukaj, in preobrat. Dobimo padec v ceni. Tukaj imamo lep primer naraščajočega klina z vsemi lastnostmi, torej odporna cenovna linija, podporna cenovna linija, ki se vedno bolj približujeta, in pa tukaj imamo še padajoči volumen. Pred formacijo tega klina imamo rast v ceni, zato ta klin pomeni, da bomo kmalu doživeli preobrat. Kar tudi smo ga, tukaj smo imeli preboj in nato preobrat, padec. Tudi pri naraščajočem klinu imamo dve metodi trgovalnih strategij, ta je ta prva. V kratko pozicijo se gre po preboju spodnje podporne linije. Torej, tukaj imamo podporno linijo in tukaj je naš preboj. Tarča preboja spodnje meje je ponavadi ista višini zadnje stranice klina. Zadnjo stranico klina izmerimo od mesta vstopa v vzorec, pa vse gor do odporne cenovne linije. To višino nato prenesemo na mesto preboja in tako dobimo našo tarčo. Tukaj sicer ni vidno, ampak ta tarča je bila dosežena. Stop loss pa se lahko postavi tukaj na zgornjo stran odporne meje naraščajočega klina. Pa poglejmo si še drugo metodo trgovalne strategije za naraščajoči klin. V kratko pozicijo gremo isto kot pri prejšnji, torej po preboju spodnje podporne linije. Torej, imamo tukaj podporno linijo in tukaj je naš preboj. Tarča preboja spodnje meje je ponavadi ista višini najnižje točke vala, ki se odbije od odporne cenovne linije. Spet sem tukaj zakompliciral z besedami, naj vam pokažem, da bo lažje. Imamo tukaj torej rast, odboj od odporne cenovne linije, korekcija in odboj od podporne cenovne linije in tukaj je naša najnižja točka. Od tega nato potegnemo našo tarčo, ki ima sicer manjši razpon od naše metode prej, ampak je bolj sigurna, kar se tiče dosega. Stop loss pa isto kot prej se lahko postavi na zgornjo stran odporne meje naraščajočega klina, torej tukaj. Še nekaj statistik za naraščajoči klin. V 82% primerov je izhod iz vzorca, torej preboj medvedji. 55% od vseh naraščajočih klinov signalizira preobrat, torej padec. V 63% primerov je tarča dosežena ob preboju klina, v 53% primerov se gibanje cene po preboju ponovno dotakne podporne cenovne linije in jo testira kot odporno. Tega ponovno tukaj nimamo, recimo tukaj imamo preboj in padamo, pa se nekje tukaj obrnemo, vrnemo in testiramo to prej podporno linijo kot odporno linijo.
Še nekaj ključnih točk za naraščajoči klin, te so podobne kot za padajoči klin. Torej, bližanje odporne in podporne linije mora biti izrazito, saj se v nasprotnem primeru lahko to identificira kot zastavo. Bolj kot je rast klina strma, večje je padanje ob preboju. Tudi tukaj lažni preboji nakazujejo na smer preboja. Če se na primer zgodi lažni medvedji preboj, je potem verjetnost, da bo pravi preboj bikovski le 3%. Torej, to poveča sigurnost izvedbe klina. Gibanje cene po preboju je ponavadi dvakrat hitrejše kot čas formacije klina. Ponovno testiranje podporne linije kot odporne je lahko škodljivo pri izvedbi vzorca. Torej, če se po preboju nekje vrnemo nazaj in to prej podporno linijo testiramo kot odporno, je to lahko kar precej škodljivo pri izvedbi vzorca. Preboj se ponavadi zgodi pri 60% dolžine klina, tukaj bi lahko rekli, da se je tega pravila lepo držalo, in široki klini se precej bolje obnesejo od ozkih. Samo na hitro, kot morda že veste, me je TradingView sprejel v svoj partnerski program, kar je super, in na to sem tudi kar precej ponosen, da so me izbrali. Kot veste, TradingView je orodje, ki je ključnega pomena za skoraj vsakega traderja. No, to partnerstvo tudi pomeni, da če ste morda razmišljali o nakupu kateregakoli TradingView Pro paketa, lahko zdaj s tem nakupom preko linkov spodaj v pripetem komentarju in v opisu podprete tudi ta YouTube kanal. Seveda vas čaka tudi benefit v obliki dobroimetja. In sicer $10, če vzamete mesečno naročnino, ali $30, če vzamete letno. To dobroimetje pridobite po opravljenem nakupu v obliki TradingView kovancev, ki jih lahko porabite za nagrajevanje ostalih uporabnikov za njihove tehnične analize, ali pa pri naslednjem nakupu Pro paketa in ga dobite pač za toliko ceneje. Ampak pozor, to velja le za novo registrirane račune. Če ste morda že registrirani, potem to ne bo delovalo. Če o čemerkoli niste prepričani, se pred nakupom raje obrnite name ali pa na TradingView support. Hvala vam, povezave so spodaj v opisu in pripetem komentarju, zdaj pa naprej na video. Imamo še druge kline, to so obrnjeni oziroma razširjajoči klini. Tile se pa formirajo v nasprotni smeri, torej podporna in odporna cenovna linija se ne približujeta, ampak oddaljujeta, odbijata ena od druge. So sicer redkejši, ampak jaz sem jih največ opazil na nižjih časovnih intervalih, recimo 1-urni, 4-urni. Smeri imamo tukaj iste, poznamo padajoče in naraščajoče kline. Nakazovanje prednosti je tukaj tudi isto, padajoči klini nakazujejo prednost bikom, naraščajoči pa medvedom. Pogostost, kot sem že prej omenil, pogostejši so na nižjih časovnih intervalih. Kar se pa tiče indikatorja, je pa zanimivo predvsem to, da volumen tukaj nima neke pomembne vloge. Torej, pri izvedbi tega vzorca se volumna v bistvu sploh ne gleda. Pa poglejmo si najprej razširjajoči padajoči klin, ki je bikovski vzorec, kot že vemo odprej. Zanimivo je predvsem to, da pojav tega vzorca ne označuje utrujenosti prodajnega trenda, ampak ambicijo kupcev, da prevzamejo nadzor. In iz tega razloga je to tudi bikovski vzorec, ki ponavadi nakazuje preobrat, lahko pa nakazuje tudi nadaljevanje rasti. Tudi tukaj sta ključna elementa vzorca dve liniji, podporna in odporna, ki se z razvojem vzorca v tem primeru oddaljujeta ena od druge. In tudi tukaj je vzorec potrjen ob vsaj dveh dotikih vsake linije. Kaj se dogaja v ozadju tega vzorca? Kot že vemo odprej, nakazuje ambicijo kupcev, da prevzamejo nadzor. Cena pada v vsakem sledečem valu z vse večjo magnitudo. Prodajalcem uspe odboj od odporne cenovne linije. Torej, če pogledamo, tukaj imamo odporno cenovno linijo.
prodajalci prodajajo in jim uspeva odboj, vendar pa izgubijo nadzor vsakič, ko pride do novega nižjega dna, kot vidimo tukaj na podporni cenovni liniji. Prvi val ima na odporni cenovni liniji najvišjo točko, sledi še drugi, ki ima še večjo magnitudo padca in v večini primerov še tretji z najnižjim dnom, kar pa ni nujno. No in od tega najnižjega dna na to prodajalci izgubijo nadzor in pride do preboja vzorca. Med formacijo tega vzorca volumen ne igra nobene pomembne vloge, lahko se pa precej poviša ob preboju odporne linije. Tukaj imamo še lep primer razširjajočega padajočega klina. Imamo dve liniji, odporna in podporna, ki se vedno bolj oddaljujeta ena od druge. Kot vemo, je to bikovski vzorec, pred njegovo formacijo tukaj imamo padec v ceni, zato napoveduje možnost preobrata v ceni, kar se nato po preboju tudi zgodi. Tukaj je tudi več trgovalnih strategij in sicer odvisno je od tega, kaj imamo prej. Če imamo prej padec v ceni ali če imamo rast v ceni. To je trgovalna strategija razširjajočega padajočega klina, če imamo predhodno padec v ceni. Torej, v dolgo pozicijo se gre po preboju zgornje odporne linije. Torej, tukaj je naš preboj. Tarča preboja zgornje meje je ponavadi ista višini začetka formacije klina. Začetek formacije klina je tukaj, kjer imamo ponavadi vhod v vzorec. In od tod potegnemo našo tarčo. Stop loss pa se lahko postavi tukaj, na spodnjo stran odporne meje razširjajočega padajočega klina. Če bi ga recimo tukaj, bi bil že malo predaleč. Še malo statistike razširjajočega padajočega klina, če imamo predhodno padec. Torej, kako se vse to, kar smo spoznali prej, obnese. V 80% primerov je izhod iz vzorca preboj bikovski. 75% od vseh razširjajočih padajočih klinov signalizira preobrat. V 60% primerov je tarča dosežena ob preboju klina. Tukaj vidimo, da smo tarčo lepo dosegli. In v 21% primerov se gibanje cene po preboju ponovno dotakne odporne cenovne linije in jo testira kot podporo. Torej, pride do preboja, pa se recimo nekje tle obrnemo nazaj in testiramo tole odporno cenovno linijo kot podporno. Odstotek je še kar majhen, zato tudi tukaj od spodaj lahko postavimo stop loss. Pa spoznajmo zdaj še drugo trgovalno strategijo razširjajočega padajočega klina. To je pa v primeru, če imamo predhodno pred formacijo tega klina rast v ceni. Isto kot prej v dolgo pozicijo se gre po preboju zgornje odporne linije, torej tukaj. No, v tem primeru pa je tarča preboja zgornje meje ponavadi ista višini od najvišjega vrha do najnižjega dna v klinu. Torej, poglejmo naš klin. Tukaj imamo najvišji vrh in tukaj imamo najnižje dno. To višino izmerimo, jo vzamemo in prenesemo na mesto preboja. In iz tega potegnemo našo tarčo. In kot vidimo, je bila v tem primeru z lahkoto dosežena. Stop loss pa isto kot prej se lahko postavi na spodnjo stran odporne meje razširjajočega padajočega klina, torej tukaj. Še nekaj statistike za ta razširjajoči padajoči klin, če imamo predhodno pred formacijo tega klina rast v ceni. V 79% primerov je izhod iz vzorca preboj bikovski. 23% razširjajočih padajočih klinov signalizira nadaljevanje rasti. V kar 81% primerov je tarča dosežena ob preboju klina. In v 40% primerov se gibanje cene po preboju ponovno dotakne odporne cenovne linije in jo testira kot podporo. No, tukaj imamo odstotek kar malce višji. Spoznajmo še nasprotje, to je razširjajoči, naraščajoči klin.
Kot že vemo, to je medvedji vzorec in podobno kot predhodnik, ki smo ga ravno kar spoznali, ta ne označuje utrujenosti nakupnega trenda, ampak ambicijo prodajalcev, da prevzamejo nadzor. Torej, prej smo imeli kupce, ki hočejo prevzeti nadzor, zdaj pa imamo prodajalce. No in iz tega razloga je razširjajoči, naraščajoči klin medvedji vzorec, ki ponavadi nakazuje preobrat, lahko pa nakazuje tudi nadaljevanje padanja. Tudi tukaj imamo dva ključna elementa vzorca, dve liniji, podporna in odporna, ki se z razvojem vzorca oddaljujeta. In vzorec je potrjen ob vsaj dveh dotikih vsake linije. No in kaj se dogaja v ozadju tega klina? Kot že vemo, nakazuje ambicijo prodajalcev, da prevzamejo nadzor. Cena raste v vsakem sledečem valu z vse večjo magnitudo. Kupcem sicer uspe odboj od podporne cenovne linije, torej tukaj imamo podporno cenovno linijo, in kupcem uspeva vedno višji odboj, ampak izgubijo nadzor, ko pride do novega višjega vrha, kot vidimo tukaj, vedno višji vrhovi. Prvi val ima na podporni liniji najnižjo točko, sledi še drugi, ki ima še večjo magnitudo rasti in v večini primerov še tretji z najvišjim vrhom, kar pa ni nujno. Tukaj imamo zelo lep primer, ko kupci niso mogli več doseči novega višjega vrha. Zato tudi ponavadi ni priporočljivo trgovati v vzorcih, ker nihče ne ve, če bo tale meja dejansko dosežena. Marsikdo si recimo misli, ta vzorec ima večji razpon, bom fajn zaslužil. Pa ni tako. Nikoli se ne ve, če bo ta meja naslednjič ponovno dosežena. Zato je tukaj tudi neko osnovno pravilo, da se ne trguje gibanja cene v vzorcih. No, da nadaljujemo, pride do preboja in kupci končno izgubijo nadzor in sledi padec. Podobno kot prej, med formacijo tega vzorca volumen ne igra nobene pomembne vloge, lahko se pa precej poviša ob preboju podporne linije. Tukaj imamo ponovno primer razširjajočega naraščajočega klina. Imamo podporno linijo, odporno linijo, ki rasteta in se vedno bolj oddaljujeta ena od druge. Pred formacijo tega klina imamo rast, zato ta klin napoveduje preobrat v ceni ob preboju, torej padec. Tudi tukaj sta dve strategiji za razširjajoči, naraščajoči klin in sicer odvisno od tega, kaj imamo predhodno. Imamo predhodno rast ali predhodni padec. To je primer, če imamo predhodno rast. V kratko pozicijo se gre po preboju spodnje podporne linije. Torej, tukaj imamo naš preboj te podporne cenovne linije. Tarča preboja spodnje meje je ponavadi ista višini začetka formacije klina. Tukaj imamo začetek formacije klina, kjer je vstop v vzorec in od tod potegnemo našo tarčo. In stop loss se lahko postavi na zgornjo stran podporne meje razširjajočega naraščajočega klina. Torej, tukaj. Še nekaj statistik, da vidimo, kako se obnese ta strategija. Trgovalna strategija za razširjajoči naraščajoči klin s predhodno rastjo. V 80% primerov je izhod iz vzorca preboj medvedji. 75% razširjajočih naraščajočih klinov signalizira preobrat. V 60% primerov je tarča dosežena ob preboju klina. In v 21% primerov se gibanje cene po preboju ponovno dotakne podporne cenovne linije in jo testira kot odporno. Torej, recimo ponovno, če imamo tukaj preboj, pa se recimo tukaj obrnemo nazaj in se vrnemo in testiramo tole podporno cenovno linijo kot odporno. Sicer odstotek je kar nizek. In tega v tem primeru tudi nimamo. In pa še trgovalna strategija za razširjajoči naraščajoči klin, če imamo predhodno padec. V kratko pozicijo se gre po preboju spodnje podporne linije. Torej, tukaj imamo podporno cenovno linijo in tukaj je naš preboj.
Tarča preboja spodnje meje je ponavadi ista višini od najnižjega dna do najvišjega vrha v klinu. Pogledamo naš klin in tukaj imamo najnižje dno, tukaj naš najvišji vrh, izmerimo to višino in to izmerjeno višino prenesemo na mesto preboja in tako dobimo našo tarčo. No, tukaj v tem primeru lahko povem, da ta naša tarča ni bila dosežena. Stop loss pa isto kot prej se lahko postavi na zgornjo stran podporne meje razširajočega naraščajočega klina, torej tukaj nekje. Še malo statistik za to našo trgovalno strategijo razširajočega naraščajočega klina, če imamo predhodno padec. V 79% primerov je izhod iz vzorca preboj medvedji. 23% razširajočih naraščajočih klinov signalizira nadaljevanje padanja. V 81% primerov je tarča dosežena ob preboju klina, torej kar visok odstotek dosega tarče. In v 40% primerov se gibanje cene po preboju ponovno dotakne podporne cenovne linije in jo testira kot odporno. Torej, če se po preboju vrnemo nazaj in tole podporno cenovno linijo testiramo kot odporno. Še kratek povzetek za konec, kar se tiče klinov. Klini ponavadi nakazujejo preobrat v trendu. Znani so tudi kot trend reversal patterns. Formacija klina je precej zanesljiva glede možnega rezultata. Poznamo običajne kline, kjer se podporna in odporna cenovna linija bližata ena drugi in razširajoče, kjer se podporna in odporna cenovna linija oddaljujeta ena od druge. Pri običajnih klinih, kot vemo, volumen igra pomembno vlogo, zelo pomembno je nižanje volumna, pri razširajočih pa ne. Običajni klini nakazujejo na utrujenost kupcev oziroma prodajalcev, razširajoči pa na determiniranost kupcev oziroma prodajalcev, da prevzamejo nadzor. Tako, to je to za ta tutorial, upam, da vam je bil všeč in informativen. V naslednjem tutorialu bomo nadaljevali z osnovami gibanja cene. Tako, to je to za ta tutorial, upam, da vam je bil všeč in informativen. Če mislite, da bo komu še ta informacija prišla prav, bom zelo vesel, če boste delili s prijatelji. Naj se na tem mestu zahvalim še vsem patronom, ki s svojimi prispevki podpirajo ta kanal. Če morda želite postati eden izmed njih, je link spodaj v opisu in pripetem komentarju. S tem, ko postanete patron, dobite dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz. Paket višje pa vam daje dostop do predogleda posebnih videov, kot so na primer tutoriali. Hvala vam tudi, da ste si do konca ogledali ta video, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev tega videa z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. V naslednjem videu pa bomo spremljali naprej stanje Bitcoina. Kako se bo kaj odločil, kakšne so možnosti. Ne bo se ga splačalo zomediti, zato se naročite na kanal, da vas bo YouTube o novem videu tudi takoj obvestil. Hvala vam, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.